remember the 90s when tattoos were cool. Na NMN ni bilo glih pijanih ljudi okolo, ne, ker so bili samo oni, ko so Magic igrali. Ure in ure pogovorov samo o tetoviranju, samo o risbi, samo o kater papir uporabljaš, kjer čopič uporabljaš, kjera mašina, kjer šrauf si dal tja noter, kak je zlima na ta igla, vse. In mogoče da bom s komolcem v jajca, mogoče bom mogel malo joško odmakniti, ampak vse to moraš komunicirati, moraš govoriti, moraš človeku povedati, da 5 let za trendi. 5 let smo zadaj. Ja, 5 let za trendi. Ja, čeprav imamo Instagrame. Okay, Ja. Kaj je zdaj zunaj trendi? In cybersigilizem je nekako kot ta odgovor na ono lepo urejeno biomehaniko na konc 2000-ih. Ne, jaz samo hočem trash tribal na sebi, ker zgleda sick as fuck. Dragi poslušalci, kot rečeno, tule je drugi del 9. epizode Kritiškega posladka, kjer z Nejcem in Karino iz Obup Tattoo Studia debatiramo o tetoviranju, stilskih trendih, ikonografiji, apropriacijah in o tem, kako ima tetovator kot artist na grbi še 4. dimenzijo trpečega umetnika, stranko s telesom, ki je v bolečinah, krvavi, švica in noče biti primer. Lepo pozdravljeni. Poslušate Kritiški posed. Posladek. Jaz sem se hotel dotakniti malo stilov in trendov. Ok, da bomo to sam še ta del. Recimo, ker to je bilo meni ful zanimivo, to, kar smo govorili prej o avtorskem delu, o neki avtorski poetiki in oblikovnosti, no, kar ima tudi veze s tem. Nekateri tetoverji želijo, to, kar si prej tudi ti začel, Jernej, želijo tetovirati samo svoje motive, ali pa se na neki točki uspešnosti kariere odločijo, da ok, do zdaj sem tetoviral svašta, od zdaj naprej tetoviram samo svoje motive, pa še te bom zrisal za vsako stranko posebej, ne bom imel že vnaprej, recimo, ne? Ampak ko ti prideš, se 5 ur pogovarjava in pol ti jaz zrišem neki in to vzemi ali pusti, ne? In pol druga skrajnost, imam nek plakat, 50 tatujev, sam to delam, zber si, kjer ga bi, ala zrče. Prvama, ne, ok, valjda imata vsak svoj stil in svoje tudi te skicirke, kjer je teh stvari ogromno, ampak hkrati tudi, kakor opažam, ne, oglašujeta, da tetovirata tudi zelo osebne želje. Tetoviram karkoli. Tako je s tem razmerjem tetovirati nekaj, kar je res tvoje avtorsko delo, kar si ti zrisal, ki se tiče tistega, kar si prej omenjal, naprimer, tega misticizma, folklore, bla, 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 bla. In če ti po drugi strani pride nekdo, ki hoče imeti nek napis, kaj bolj obskurnega, ki hoče imeti nek citat v latinščini v neki kurzivi, recimo. Ja. Jaz bi rekel, da pač odvisno na kateri točki svojega tetoviranja si. Zdaj, če si imaš, ne vem, za leto naprej poln urnik in hočeš malo zreducirati, pa pač nočeš delati vse, kar pride, potem rečeš, ok, samo svoje motive, samo na tak način, to je minimum cena, potem si lahko prvošiš. Pač, se pravi, vsak si nekako po svoje interpretira, kje je. Eni tudi začnejo na tak način, ne, ampak potem nekako pride to jamranje, da nimam dosti za delati, če se noče tetovirati, pa to. Meni je nekako pač sam bilo, v eni točki sem sam rekel, pač tatuji niso zame, delam jih za ljudi. Če delam svojo skico, sem zelo vesel, mi noben problem, ampak sem isto vesel, kot če delam nekaj najbolj preprostega iz interneta, pač kar človek hoče, kakršenkoli napis hoče, ker še vedno delam za tega človeka in ne delam zase. Ne. Ker se mi zdi mogoče, da se delijo, delite na ta dva pola, ne? Ja. Tudi strani stranke, recimo, jaz to zelo različno dojemam. Ja. Se mi zdi mogoče, ne vem, ta tvoj princip, bolj dostopen, bolj sproščen, bolj chill, ali kako naj rečem, ne? Ja. Kot nekdo, ki pač, mi je všeč tvoj stil, to pa to mi je všeč, ampak pol temi stvari mi pa niso všeč, pa si v bistvu kot stranka se mi zdi, da si lahko na trnih, da boš hiter
kar užalil nek Ja, ta ja. artističen ponos To- nekega tetovatorja. Ne? To bi rekel, da je vse v egu, tu kak pristop imaš do tega, da pač če imaš veliko svojega egota v tem motivu, ki delaš, potem boš zelo tečen, če ti stranka hoče karkoli spreminja na tvoji risbi, ker tako si zamislil, to je tvoja risba in ne bo ti noben povedal, kaj naj drugače narediš. Ne. Je pa pač, razumeš, pač če si pa pri tem razumevanju, da pa, mogoče pa delam stvari, ki niso vsem všeč, ki se ne bojo vsem prilagodili, ki jih ne bom mogel delati do konca življenja, sam te motive, pa si potem rečeš, ok, par stvari spremeniti, tetovirati, dokler je človek zadovoljen, je vse v redu. Ne. Nekako se ful razvija ta kultura, pač delanje tatujev samo zaradi fotografije, da jo imaš za objaviti, ne. In včasih pač je sam treba zadovoljiti človeka, ki nosi tatu. Jaz se tle sprašujem, če tudi stvar, kje tetoviraš, oziroma v kakšnem kraju si. Ja. Ker je seveda razlika, ti tetoviraš v Ljubljani ali ti tetoviraš v nekem Londonu ali v nekem New Yorku, ker je sicer res Ljubljana pač kot glavno mesto in še vedno ogromno ljudi in se da prideti in tako dalje, ampak ko imaš pa ti eno tako gostoto, ker gre za res ogromno količino ljudi, je sicer tudi več tetovatorjev, ampak če ti se odločiš, da boš delal nek stil v taki gostoti, je dosti lažje dobiti stranke, kot v neki Ljubljani, privabiti dovolj ljudi, jih interesira izključno tvoj stil. No? Ja. Tako da mogoče tudi ta razlika od kje tetoviraš v smislu lokacijsko, ali pa koliko si znan, ne? Ker zdaj, če si ti ful znan in bojo ljudje hodili k tebi iz kjerkoli in boš hodil na tattoo convention in se bojo ljudje naročali vnaprej eno leto in tako dalje. Potem seveda lahko furaš svoje, ampak ne vem. Ja, to je to, na kateri točki si v svoji karieri. Ne? Tudi Koliko v si New lahko Yorku. privoščiš to. Ja, ampak po drugi strani pa, ne vem, se mi zdi, da ja, ok, pač pustimo to, če si dosti uspešen, pa si lahko privoščiš to, da če si res zaseden že tukaj in tukaj naprej, pa po možnosti, da imaš še neke druge obveznosti, ali ne vem, familija ali karkoli, da si želiš zreducirati in pol vidiš, ok, nekaj prav delam, to si ljudje želijo od mene in želijo pač prav moje stvari, zakon. Samo po drugi strani mislim, da bi vsi mogli biti vsaj malo odprti do tega, da kaj pa če se nekaj zgodi in folk ali ne bo več zainteresiran za tvoje stvari, pa ni važno, koliko si znan, ali pa, ne vem, boš padel ven iz tatuiranja zaradi česarkoli že, ali poškodbe, ali ne vem, kakorkoli, life. Kako boš ti nazaj prišel, če nimaš niti mal želje potem, da se vsaj zanimaš, kaj je ljudem tudi drugega izven tebe cool. Se po mojem dvomim, da katerikoli od teh tetovatorjev ni šel čez ta... Ja, se to govorimo, se to. Po mojem, pač stvar, ko enkrat priješ do te točke, da lahko to narediš. To, ampak govorim bolj za to, ko je Nec omenil, da eni že začnejo s tem pristopom. Ker recimo mene tudi na tej točki zares bolj zanima, kaj vse lahko naredim, pa ne bi se rada zdaj, ne bi rada bila znana samo po, ne vem, ok, ti delaš full cute 2D živali, karkoli, jaz bi rada še kaj novega probala, pa bi videla, ok, to tudi znam, to tudi lahko naredimo skupaj. In v bistvu to mi je bolj zanimivo, kot da bi zdaj furala ene in iste stvari, in pač bi videla, ok, tata tu sem naredila in tata tu sem naredila 10krat v različnih podobah, ampak je isti tatuje na koncu. Ja, mislim, tudi je malo nekako, koliko se hočeš razvijati znotraj tega. Pač, če ne vem, ne razumem ljudi, ki se odločijo, to je to, kar delam, hočem ostati na tej ravni do konca življenja. Meni se dosti da naučiti iz drugačnih pristopov, iz drugačnih stilov, z drugačnimi, tudi od ljudi se dosti naučiš. Tako da, če si malo bolj odprt na vse ostalo, kar obstaja, če si malo bolj pač, da hočeš malo več informacij dobiti, se kaj novega naučiti, je malo lažje pač delati vse, kar pride pod roko. Ja, zato je za mene recimo, spet, če se malo vrnem k tej obrti umetnosti, zato je trenutno za mene tatuiranje bolj obrt kot umetnost, ker bolj poslušam vse druge okoli sebe in probam čim manj svojega ega noter upeljati, kakor da bi pač nekaj forsirala in bi bila, no ne, to je meni cool, tako bo to ostalo, ker v končni fazi pač spet delamo za ljudi. Ampak vse je v umetnosti, ko govorimo o drugih poljih, recimo slikarstvo, fotografije in tako. Dejansko ogromno ljudi, ki se hoče s tem profesionalno ukvarjati, je skoraj da prisiljeno z okolja, da se usmeri v neko zadevo in so ljudje, ki se potem osredotočijo na en stil, kar je iz vidika kot nekoga, ki je kreativen, očitno nekaj, kar se da. Tako da mogoče celo malo več svobode v tetovatorstvu v tem pogledu, zato ker
če si ti hočeš biti vrhunski umetnik in da boš vsak teden nekaj drugega probal in da boš, ne vem, 10 slik naredil v enem stilu in potem kar naenkrat zamenjal, te bo zelo grdo Pa, gledalo. veš kaj, tudi v tetoviranju je zares toliko svobode, kakor si jo sam zadaš. A ne? Če se ti omejiš sam na svoj stil, ti sam sebe omejuješ. A ne? Ti v bistvu potem nekako rata ta stalnica, a ne? In bo folk prihajal, ne vem, samo po te stvari, ne bo ti pa pisal, ne vem, z neko novo idejo ali karkoli, ker bo ono, ja, se ne delaš tega. Ne? Tudi če želiš pol na neki točki probati. Tako da meni se zdi bolj važno to, da se razvijaš, da v končni fazi daješ nazaj obrti, ne vem, kukar Nec, ko je načitan čist glede zgodovine in je popoln nerd in zbira mašince in ti vse zna povedati o iglah. Meni se zdi to del te kulture, da ti daš nazaj, da ti prenašaš to znanje, poveš fun facts 2, stranka ga odnese, ga poveš nekomu. S tem se to širi in s tem se tudi širi tvoja osebnost in se pač moraš biti odprt tudi do kritike, moraš biti tudi odprt do feedbacka drugih ljudi, moraš tudi prisluhnati, ker pač ne moreš biti vsem všeč. No? Osebno, tako iz osebnega vidika povedal, da jaz se verjetno s tem svetom ne bi nikoli toliko zbližal, če ne bi imel nekoga, ki bi bil pripravljen se z mano o tem pogovarjati na drugi strani. Tudi ko sem izhodil v studio, je bilo tako, jaz sem toliko informacij dobil okoli tega in od najbolj trivialnih stvari, ki se tičejo samo higienskosti do Se tak folk premika svet, se mi zdi. No? Če se mi zdi, da je zelo pomemben ta aspekt tega, ne samo, da se kot ti kot tetovator ali pa kot piercer učiš, ampak da to tudi predajaš strankam, ki jih zanima, seveda. Pa ne samo... Zdaj ne, da najprej bova imela 2 uri predavanja. Ne, ampak po drugi strani, če prideva še malo na piercing sceno, pač je tudi, pa tudi, mislim, kakršenkoli body moda, je, če ti hočeš neke, recimo, uhane v mečicah, in si to je navaden uhana, ne, to je vsem poseg v telo, in ti pač moraš ene stvari vedeti, kako se skrbi, pač kaj lahko gre narobe, kaj vse ne je prav, pač vse take stvari, in že s tem v bistvu ti dober piercer, na primer, preda te informacije, in ti v bistvu že s tem znanjem, pač tudi če, recimo, se ti zdi, jaz se grem sam zdaj piercat in pol grem, ne vem, na kavo, na morje, karkoli, nehote ti v bistvu pridobiš to znanje, tudi če si misli, da je to neki sam tak, in pri tetoviranju je podobno, pač tetover ti mora tudi na koncu nego razložiti, mora ti znati pomagati, če so težave, pač, ne vem, jaz sem se tetovirala enkrat pri eni Italijanki. Se spomniš mogoče imena? Se pa ne bom doksala nobenega. Ne, si mislim, da je pozitivna izkušnja. Ne, mislim, je pa ni, pač tak mal grenak priokus je bil, ker mene je takrat, jaz sem se šele zares začela na polno tetovirati, takrat je bilo par let nazaj, govorim, kot da je bilo 10 let. Ampak ja, ona mi je naredila tatu, ful je bilo cool, ampak že sam pristop je bil mal sfaljena, pač v smislu, da ona je delovala, je dosti znana tudi, in je tudi delovala na princip, da ona A, ve, da je znana, in B, mali je že postajal vseeno za stranke. Ker jaz sem je ful stvari spraševala, ker me je tudi in o negi zanimali, in o pač bolečini nasplošno vse. In mi ni hotela nekih stvari niti povedati, pa tudi malo tako odrezava je bila in na koncu, ko sem jo vprašala, a hočeš ko se zaceli, ti pošljem kako sliko, da vidiš, če je vse v redu, a smo lahko na vezi, je rekla, ne zanima me, pač vse mi je. Dobesedno rekla, vse mi je. In to je en tak tatu, ko si ga bom verjetno prekrila, čeprav ni slab tatu, ampak pač mi je samo Stvar, ki je, zaradi katerega sem se jaz zaljubil v tetoviranje, je bilo ravno to, pač to, s tetoveri, ki sem se povezal, pa z vsemi smo vsi nekako totalni nerdi, ne vem, kaj je slovenska beseda za nerd, pač pifleri ali pa kaj, ampak lahko imamo ure in ure pogovorov samo o tetoviranju, samo o risbi, samo o kater papir uporabljaš, kjer čopič uporabljaš, kjera mašina, kjer šrauf si dal tja noter, kak je zlima na ta igla, vse. In če stranka to pride, pa hoče te informacije, vem, da so vsi ful veseli, da lahko o tem govorijo. Zato je pač tudi vso znanje, ki ga pridobiš kot tetover, je toliko prepogojeno s tem, koliko se ti hodiš tetovirati, koliko človeku zaupaš in tudi kaj si daš, pač koliko človeku pustiš, da on ustvarja na sebi. Ker seveda, če daš nekomu proste roke, je tudi na njemu, da se hoče potruditi pa nekaj pokazati, ampak pa da ni samo, da te pač vrže dol stol, ampak je,
ta prostor na telesu mi daš, če mi pustiš, da naredim karkoli, sem probal dokazati z nečem najboljšim. Sam pač druga plat tega je, da včasih imaš pa folk, ko pa hoče informacije, sam pa pač se noče tetovirati pridna, ne. To pa se mi zdi mal šiti odnosa, ne, ti hočeš nekaj od mene, ampak nič v zameno zares nočeš mi dati, ne, torej te izkušnje, da te jaz tetoviram, ne. To se mi zdi mal narobe, no, ampak... Zato pa pač prideš v studio, pa sprašuješ vprašanja, ne pa prideš v studio in se tetoviraš in sprašuješ. Ne pa pošiljaš e-maile, pa si tečen z vprašanji, brez da vidiš človeka v obraz. Ja, to je po moje več folk je ferbčen, ne, a veš, še zmer je neka... ne stigma, ampak veš, tako, ne vem, jaz sem prepričana, da ne vem, neke moje sorodnike, kakorkoli jih ful zanima, ker nimajo pojma in jih matra firbec, ampak se jim hkrati to zdi še zmer nekaj oddaljenega, eksotičnega. Ne prekinila, ne govorim o tem, bolj govorim v smislu, bolj folk, ki sprašujejo, no, jaz hočem začeti tetovirati, da mi povej, to, ne stranke. Mislila tako potencialno maybe never stranke. Ne, tisti je v redu, ne, pač valjda boljše je, da nekdo vpraša nekoga, ki mogoče kaj ve, a ne, kukar pa da najde, mislim, če pogooglaš, pač, ne vem, jaz sem najdla marsikako ful čudno informacijo na internetu, kar se tiče in celjenja in vsega, ne. Pa vsak ti bo malo drugače povedal, ne, tako da ne vem, jaz raje grem k nekomu z izkušnjami in tudi vedno raje folko rečem, vpraš me, če jaz ne vem, vem kdo ve in to ponovadi leti na Nejca, ne. In jaz vem, da če Nejc ne ve, če on ne ve, on ve, kje pogledati, ne. Ja, se to, ne, in pač Nejc je moder, je starejši. Ne bomo izdali Nejca. Rama ga boli. Tako, on je tifler. Tako da se lahko nanašamo. Prej, ko si glih omenil te igle, papirje, čopiče in to, ne, jaz sem se hotela dotakniti tudi tega aspekta, ker je to, smo rekli, umetnost, obrt, biznis. In zdaj za nekoga, ki mogoče še nikoli ni bil v nekem tattoo studiu, ne, zdaj kaj vse zajema basic kit opreme, česa se največ porab, kakšni so neki stroški materijala, recimo neke stvari, na katere mogoče nekdo ne pomisli, recimo nekaj prozorne folije gre na kilometre, take stvari, ne. In mogoče je to tudi pol lahko pojasnilo za kakšne ljudi, recimo zakaj bo zdaj, ne vem, moja mama, ki si želi 1 centi metuljčka, na koncu plačala mogoče isto, kakor jaz, ki hočem pa neko za dlan veliko krizantemo, recimo, ne, igle, mešanje barv, kakšne take tehnikalije, o katerih jaz recimo nimam pojma. Čekaj, preden Nejc se razburi, ne. Jaz sem videla en ful dober komentar nekje, ne spomnim se kje, ampak nekje na internetu, da v bistvu, če ti pogledaš, da ti recimo, da to tu stane 100 evrov, naprimer, ne. Če si ti, ne vem, star 25 let, naprimer, ne, in se ti tetoviraš, 100 evrov si dal za ta tatu, tebi se to zdi veliko. Poglej z druge strani in si izračuni, koliko povprečno recimo človek živi, ne, pač v tvoji, ne vem, kategoriji, karkoli, in si razdeli, ne, na leta vsaj ali pa na mesece, koliko zares je 100 evrov do konca tvojega lifea, ne, ker tatu načeloma ostane do konca življenja, ne. Tako da to je tudi mogoče en tak vidika, ne, iz katerega pol pogledaš in si misliš, ne, sej 100 evrov ni tukaj velik zares za nekaj, kar mi bo ostalo cel life, ne. Torej, prej, ko se tetoviraš, boljši investment. Recimo, ampak ne pod 18. Plačuješ dnevno najemnino za tatu do konca življenja. Zdaj pa zračuni, koliko. Zdaj pa prosim, Nejc, kar povej. Ja, pač, kakor si jaz v moji glavi pač vse razdelim, je nekako ta potrošni material, ki ga lahko kupim v okoliških trgovinah, potrošni material, ki ga moram naročiti z interneta, pa oprema, v katero moram vlagati, da se lahko naučim nekaj iz njene. Amortizacija opreme, pa tako dalje. Ja. Zdaj, kar je tega piflerskega, kak smo okoli mašinc, pa učenja in vse, pač z vsako mašinco, z vsakmu strojčku se naučiš drugače delati, ne. In valjda, če ne vlagaš v te zadeve, pač se ne naučiš nič novega, ostaneš na istem cel čas. Isto je z najbolj ta oprema, ki jo naročuješ prek interneta. Igle se menjajo, igle so out of stock, različne šampončke, kremice, maže, vse. Če ne spremljaš, kaj treba kupovati, tudi pač malo padeš ven. Pa tam potrošni material se pa nekako ne menja, ne. Pač ostaje cel cajt na istem. So folije, papirnate brisače itd. In kar se cene zdaj tiče, je pač samo zato, da narediš tudi eno pikco za tatu,
moraš vseeno uporabiti isto opreme, kot jo boš za 4-urni tatu na hrbtu. Ne. Isto, recimo količina barve, pa to se menja, ne, ampak vseeno je treba nekako zagotoviti higiensko in pač vse za kožo in za vso opremo, ki imaš. Zato se tudi pozna na ceni. Ne. Pa skrb za higieno, rehigienizacijo opreme po eni piki ali 5-urnem tatu je popolnoma ista in ti vzame popolnoma isto časa. Ja. Kar v bistvu pomeni, da karkoli narediš na koncu dela. Ja, zato se pač minimum cena, pod njo se ne dela. Sicer to, ja. To je tako kot začetna ura. Ne? Ja. Tudi to je. Ne, ja. Pač, a veš, za eno stranko, koliko je minimum, kar bi lahko za stranko porabil, če bi res šel na, ne vem, eno piko. Misliš časa? Ja. Cajta. Minimum. Ja, zaživijo, pripraviti, narediti, pospraviti in dobro, recimo, da sterilizacijo opreme pač to opraviš konc dneva, se to razgledi. Ja, ne, če imaš za enkratno uporabo, ni treba sterilizirati. Ja, da, ja. Nekaj opreme najbolj steriliziraš. Ne vse če imaš vse za enkratno. Ja. Okay. Kar je tudi pač bolj higiensko. Ja, ampak ja, za eno pikco pol urce. Prije človek se pomeniš, odtisneš, narediš, zapakiraš, pojasniš, kaj delati, čao, vsaj pol urce. No, odvisno, koliko se hoče človek pogovarjati. Če bi delal tatu 15 minut, se pa na 45 minutah. Ja. A je potem recimo handpoke? Ja, čak, tle bom dejansko jaz, tako, če se že pogovarjamo o ceni in vse o hitrosti in temu, seveda tu obstaja tudi ta obrtniški del tatuje, tatovatorji, ki hočejo biti učinkoviti, se navadijo biti sorazmeroma hitri pri svojem delu in pač naredijo kvalitetno v sorazmeroma hitrem času, čeprav nikoli ni to super hitro. Ampak handpoke te absolutno more malo bolj ustaviti, kot recimo na mašinco. Ja, mislim, je to logično, ne, ker v bistvu... A se tle potem odraža tudi na ceni? Ne. Za isto velikost? Kako sploh se s tem ti soočaš? Ker vseeno ti lahko narediš v enem dnevu še vedno sam tistih 8 ur, recimo, da se vzameš toliko za delovni dan. Ja, ampak po drugi strani to ni stvar stranke, da sem se jaz odločila, da delam handpoke. Tako da meni se zdi tudi malo nefer, da bi jaz zdaj, zato ker pač jaz počasneje delam, da bi jaz računala na uro, naprimer, ker to mi je čisto nesmiselno. Ne? Na koncu še vedno konc dneva lahko sam toliko ur na mesec narediš, pa jaz moš lih tako, ne? Ja, ampak po drugi strani lahko tudi naredim, ne vem, manjše tatuje lahko delam, ne, in jih naredim hitreje in jih tukaj več naredim ali pa karkoli. Raj imam, da sem cenovno dostopna, pa da več folka pride k meni na kak tatu, pa je lahko ful majhen, pa je lahko ful velik, pač nima veze. Kakor pa da naredim, ne vem, en tatu, pa računam na uro in si vzamem, ne vem, računam 100 na uro, 8 ur ga delam, zaračunam 800 € eni osebi, ki mogoče ne more niti rente pol plačati. In je to edini tatu, ko ga naredim tisti mesec. A veš, kaj mislim? Ja, ne, saj ni bil, tle ni bilo očitane. Tle sem se hotel sam nekako razumeti, kako sploh se ti okoli tega. Ker absolutno... Mislim, da to je nekako ta pač ta meja, ki bi rekel, med obrtjo pa umetnostjo. Ne? Ker umetniki pač je tudi dost ego ta zraven, ne? In pač koncev ti še vedno delaš storitev, še vedno delaš obrt in za računom boš za obrt, ne boš za računom za umetniško delo. Ne? Čeprav si imel skico zraven, čeprav si imel vse, pač dokler je tvoj ego na ravni obrtnika, boš vedno isto. Ja, ampak veš, če boš šel k čevljarju dan danes, da ti naredi čevlje, jih boš tudi plačal 400 €. Ja, ampak če je to mojster, ki dela že 60 let, ki ima polomene roke, ki vedno vlaga v opremo in pač dela ful dobre čevlje in si slišal od vseh, da dela ful dobre čevlje, potem pač ima malo večjo ceno. On si tudi da to ceno noter, tudi zato, ker pač čevlja ti ne narediš tako hitro v tovarni. Res, da je kvaliteta lahko drugačna, vse skupaj, ampak tak človek, oziroma tak obrtnik, pol postane nedostopen sleherniku, ne? Se zato pač. Zato je pač pravim, da tetoviranje je vedno tam meja nekako. Mislim, ne meja, ampak spekter. Jaz sem to čisto iz tega vidika, ker sem slišal tako in sem začel razmišljati. Pa veš kaj, tudi mislim, v končni fazi ni vse denar. Tako da mislim, da kaj se da zaslužiti. A veš kaj mislim, pač
lahko narediš en tatu za, ne vem, Jurija ali karkoli, pa zaslužiš takrat, ne, pač manj delaš, pa uživaš, pa delaš druge stvari, ki te veselijo. Če te pa pač, ne vem, veseli tetovirati, pa lahko pa tudi več tatujev narediš in v končni fazi, ne vem, isto denarja zaslužiš. Znači, ti se ne slišal na koncu. A veš. Jaz sem hotela vprašati pol glede tega materiala, pa to ne. Ti, ki imaš iglo, handpoke, ne? A je to tudi nekaj, ki pol, jaz pa ne vem, kako izgleda handpoke igla. Pač, a veš, a pol tudi kupuješ nove? Ja, prita za to pa ti bom pokazala. Recimo, kad ti ne, novo mašinco, pa to, pa zbiram mašince, pa pol to prodajam, a se to tudi z iglo dogaja ali igla je igla? Mislim, ne vem, na kak način, misliš, jaz ne sestavljam igel, tako da jaz pač imam igle, imam tudi igle, ki jih preferiram, kakve velikosti, tudi oblike in to, pač čemu so namenjene, ampak ni tako zakomplicirano kot mašinca. Ne? Jaz vedno pravim, ja, da če pride, recimo, zmišljujem si, ta tip igle in pol ni tako, da bi ena firma naredila ta tip igle, ampak drugač in bi ti bila tako, moram probati, ker to bo čist drugač. Pač, če so 3 igle skupaj, so 3 igle skupaj, nimaš kaj... Mislim, imaš tudi po firmah, ne? Vse pol je neka preferenca. Ne? Jaz, čisto iskreno, jaz bolj zaupam Necu, ne? Že od samega začetka in ga raje vprašam, če hočem jaz doseži to in to, kaj je najboljš, da jaz recimo uporabim. Ne? In pol se mi dejansko pogovorimo o tem in mu jaz težim, kukor je pač dolgo treba, da mi on znori in mi pokaže, evo, ta firma ti dela točno to, če ti hočeš, in pol mi začne na tatujih kazati, ne? Če ti hočeš ta rezultat, je full fajn, če narediš to, ampak, ne? In pol celo v zadje pride s tem. Ampak ja, počasi pač dobivam neke preferirane firme, s katerimi pač, pri katerih pač rada vzamem kakšne igle in delam z njimi, a ne bolj kukar kakšne druge, naprimer. So te igle prav za handpoke namenjene ali so to pač igle za mašince? Igle za mašince. Zato pravim, pač pri meni se ta razlika ful bolj pozna, kot pri handpoku. Pač, ker hitrejši zamah je, drugačno teksturo pusti in vse se pol naučiš nekako iz... Pri meni je samo osebna preferenca, ne, kaj jaz vidim, s čim je v bistvu. Jaz bolj gledam na velikost in obliko, kakor ono, kjera firma je to. V bistvu sem zdaj ful presenečen, da ni handpoke igel, tako pač... Vse je lahko handpoke igla. Ja, ne, mislim, da ni specifično narejenih, ker bi sklepal, da bi pač, če bi hotel narediti handpoke iglo... Zobotrebac. A veš, bi verjetno pol razmišljal tudi o tem, kako je to stvar držati, ne? Ne, imaš tudi, absolutno imaš ljudi, ki kukar delajo svoje mašince, tudi sestavljajo, probajo sestavljati svoje igle in to, ne? Mislim, jaz bi to pričakoval, da bi proizvajalec naredil, sorry. A veš, da imaš pol za levičarje, pa za desničarje, pa za hand... Ja, ne, ampak tudi tetoverija, veš, mislim, neko... eno je, če ti neka firma zares naredi, a ne, pa nima pojma o tetoviranju, ne, isto kot, ne vem, naredi neko mašinco, pa nima pojma o tetoviranju, a ne, več, ali imaš raj, da ti nek tetover, ki se ukvarja s tem že leta in se dejansko zanima, kako je to sestavljeno, a ne, več bolj, ne. Mislim, sej, te firme so že pred leti delale dost z ali... Zdaj glih to, pač cela tatu proizvodi in vse, do nekako moderne dobe vse je bilo narejeno od tetoverjev za tetoverje. Ja. Pač tatu igle so dejansko akupunkturne igle, ki si jih zacinil v eno obliko, v obliko pač kroga in si imel za linije, drugo si imel pa za senčenje in to je to. Ne. Potem so pač ali naročiš direkt iz Kitajske, kjer jih pač tam v tovarni, v bistvu vse igle so iz Kitajske, vse igle so zvarili eni delavci tam, je pa samo odvisno, koliko plačaš ti to kontrolo kvalitete, kako dobro ti naredijo. Ne? In potem nekako izbiraš in se tudi pozna pol na delu. Ne? Imaš oblike igl, imaš, kako so narejene, imaš pakungov, imaš, koliko so vložili vse to in glede na tej podlagi nekako izbereš, kaj bo najbolj pasalo in tudi istočasno hočeš podpirati te tetoverje, ki so te firme začeli nekako. Ja, ne, sej, zato pravim, da sem presenečen. No? Ja. Pol naročiš in probaš in si tako, fakt, ni mi všeč. Ja, jebi ga. Ja, mislim, ena škatla je, jebi ga, vržeš stran pa je. Sej to računam v to uro dela. Ja. Ja. Ne, mislim pač, zato me preseneča, da ni, ker jaz je pričakoval, da bi vsaj nek ročaj imeli, da bi bile drugače narejene. Ne, se imaš tudi folk, ki dela te in tudi firme v končni fazi, na nastavke. Jaz sem tudi nekaj časa uporabljala en tak nastavek, ampak čisto iskreno, če delaš z različnimi velikostmi igel, ali imaš več teh nastavkov, ki jih moraš pol dejansko sterilizirati,
ali pa pač moraš skozi igle menjati, ne v enem in je malo potrata časa. No. Jaz sem pričakoval dejansko, da bo pač igla verjetno A ja, že z z nastavkom. nastavkom narejena in to je pač en kos. ne. Umetelnim. Tako kot kirurški material, ki tudi pride v Štekam, kosom, ja, to je to. ja. Ugraviran. Mislim, da bi to po moje tudi in se na ceni poznal in tudi več Skresali. kakšne plastike. Se, če imaš, mislim, če imaš avtoklav, S plastiko? ne, mislim, ne, kovinska, cela je bila kovinska, tako kot skalpel. Ja, sem, ne vem, no to bi se tudi pol na teži poznal. A, če Ja, bi po iglo moje. večkrat uporabil, kaj? Ja, seveda se... Perje bi bilo na vrh. Ne, jaz mislila bolj v mislih, da je kao snemljiv ta nastavek. Ja, Tudi to bi lahko bilo. To za ta bo en direktor, pač. Si ga lahko vzameš. V žebu. Aha, Odrezan žebu. Ja, Se ga lahko dol pobereš, če hočeš. Ne. Ampak ja, no, ja, igle so za enkratno uporabo, za one osebe, ker so sterilizirane za enkratno uporabo. Včasih so jih večkrat uporabljali in so jih sterilizirali, ampak potem zgubiš na ostrini. Ja. Tako da pač na Pa osebo bi mogel ena biti igla. nastav kovinske, ki ga lahko daš v avtoklav, pa Ja. Lahko. Pa igla noter. Tizga recimo tam lahko. Misliš ti že? Sam, če ga probaš, malo ga Fotki poteški. ga bomo dali zraven. Lahko ga poteškaš malo, ker je... Vidim, kako Ja, bom čakal, jaz sploh ne vem, kjer stvar moram gledati. Aha, to. Ja. Ker recimo tudi, ne vem, če ste kdaj pač potehtala mašince, ampak mašince so ful težka stvar. Nisem jih potehtal, iskreno. Bo ta pol probala, če Pa bo tam, nec dovolil. Bo nec povedal. Ampak ja, to je ful težka stvar in ne vem, jaz ful preferiram, da bom Ali nabildaš v dlan, Ampak sem en. ko sem eno dlan. Brežične si že probal? So tudi, ja, to je pa zdaj tetoviranje v moderni dobi, kjer so večinoma jih je baterijskih, rotacijskih in namesto klasičnih dolgih igel so zdaj kartuše, ki jih pač vklopiš v tatu mašinco, ki je baterijska. Ne. Zato mi nekako ta svet ni všeč, ker to so pa zdaj ene velike firme, ki pač mašince na tekočem traku naredijo in jih vržejo v svet. Preferiram, da imam to enega človeka doma v garaži, ki zloži mašinco skupaj, ki mi jo nastavi za moje nastavitve, za moje preference in mi jo potem pošle, kakor pa da sam kupim nekaj iz traka. Probal si? Kdo ti je pa najljubši? Probal sem jo. Okay. Imam jih še v planu eno kupiti. Je priročno za uporabo, ker pač ne rabiš kabla, pa malo lažje pa vse. Ampak za način dela, ki ga jaz hočem delati, ni glih to. Plus pač z različnimi mašincami se naučiš različnih stvari delati. Ne. Različne tehnike, različna senčenja, linije, hitrosti, kako delati in vse. In je, Basically, da bi imel različne čopiče. Pač. ja. Jaz imam teorijo, da ko bo nec enkrat, nekoč mogoče nehal tetovirati, da bo začel mašince delati. On mi ne verjame, Sem že ampak probal. bo še zdaj imaš še delujoče roke, ena zlomljena, ampak ok. Trenutno zlomljena? Je bila, zdaj je sem boljši. Zdaj je nova. Boljš kot prej. Ja, Ja. Kje si jo zlomil? Na skateu. Ne, sem mislil, kjer kost. Kost nad zapestjem. Okay. Imam šraufe, noter Dvakrat. ploščico in vse. In Forever? kaj? Forever? Ja. Nice. Ampak je boljš kot prej, ko sem si baje zbil kostni mozak ven in ne morem dobiti karpalnih tunelov. Cool. Ja. Yeah. Yes. Čak, a to zdaj moramo vsi aspirirati. Ne, Mislim, ne. zelo mi proti zaradi tega. Mislim, body modna. Ja. Joj. Ko smo glih pri teh iglah, pa to bi se vsem dotaknila še te telesnosti. Ne? Ker glavni aspekt tetoviranja je, da imaš ti stranke in da jih tetoviraš na kožo. Ne? In to v bistvu terja neko, ok, malo o higieni smo že spregovorili, ampak tudi to, ne, moraš nek konsens, ne, s to ne vem, kri, golota, to, da ti posegaš v resnici v tuje telo od človeka, ki je praktično tujec, no, razen če pač prijatelje tetoviraš, ampak v glavnem stranke so tujci, ne, poseg v telo v bistvu je taka zelo neka intimna izkušnja lahko, ne. To se mi je vedno zdaj zanimivo, ne, recimo, ti ne moreš biti tetover, če ti je neprijetno se dotikati človeka ali pa ti je neprijetno, ne vem, gledati kožo, a ne? Ali pa kakšne bolj intimne dele telesa, recimo. Ali pa ne vem, pač ker ta človek lahko tudi po 5 ur leži tam na pol gol zraven tebe, ne, uno zebega, lačenje, žejanje, tako malo moraš skrbeti za njega, ne. Tako ne vem, na kakšen način razmišljata, če razmišljata o tem. Mislim, ja, definitivno, če ti je neprijetno gledati druge, bom rekel, ne zares slečene, ampak neoblečene ljudi, ali pa če se ti je neprijetno dotikati nekoga in to pač pol to ziher ni poklic zate, a ne? Ker tukaj je
je stvar tega, da se pač moraš v ta osebni prostor premakniti, ne? Ti se moraš pač človeka dotikati, ti moraš v bistvu tudi človeku dati in občutek varnosti in tudi doznanja pač s komunikacijo in s tem, ne, da komunikacijo in z vsem, kar delaš, ne, pač moraš dati ta feeling, da pač oseba, ki je tu, stranka, ki je tu, je stranka, to je profesionalno okolje in pač nažalost, kot v vsaki industriji imaš folk, ki izkorišča to premoč, ne, ker kot tetover si nekako v premoči, ne bom rekla, do neke mere nad neko osebo, ki pač, ne vem, pride na prvi tatu, je na rebrih in ne vem, mora majico dol dati, ne. In se mi zdi to pomembno, da pač tak folk tak folk pač pove se, kdo je. Mi je pa tudi važno, da že sam z svojim odnosom, ne, in do posla, in do stranke, in do pač pristopa, ne, in razlage in vsega, ne, da pač ti daš človeku ta čas, da se sprosti, možnost za vsa vprašanja, možnost za vse možne pauze, ne, pač. Da se počuti varno. Tako je, ker to je najbolj pomembno, ne. Ja, moraš mu nekako narediti udobno vzdušje, da pač človek razume, da nobenega ne bo obsojil tukaj, pač lahko To, si ja. svobodno slečen, noben Ne seksualizira ga ne moti pač to, telesa, ne, seksualizira to je tako je, to je Ker pač bojo storitev. trenutki, pač, ki boš mogel biti v dotiku s tem človekom na kakih neprijetnih delih in pač da si na neki ravni nekako, da razumeš, lej, mogoče te bom s komolcem v jajca, mogoče bom mogel malo joško odmakniti, ampak vse to moraš komunicirati, moraš govoriti, moraš človeku povedati, da pač se bo to dogajalo in dokler je človek razume, je vse ok. No. Ja, pa tudi valjda, mislim, kadarkoli ko pride do nekih takih delov, ne, itak človeka opozoriš najprej, no, sorry, pač zdaj, ne, se bom malo naslonil na tole ali pa, ne. Vse je v komunikaciji, ne, kakor pri vsaki stvari, ko jo delaš, ne, moraš znati povedati, moraš tudi videti, da človek razume, da je človeku, ker imaš nekaj ljudi, ko rečejo, da razume, ampak se vidi, da jim je neprijetno. Da jim je jasen. Ne? Tako je, jasno jim je, ampak pač vseeno se ne počutijo dosti dobro. Ne? In jaz raje najprej probam človeka tudi malo prebrati, ne vidiš po reakcijah, kak je, ne? In če pač še karkoli nedorečenega, ne, dajmo se najprej pomeniti, pa bomo potem pač zrihtali tatu. Ne? Tatu lahko vedno počaka. Najprej dajmo se vse do konca zmeniti, ne, če so kakšne nejasnosti, vprašanja, vse to. Ne. So tudi različni tolerance do bolečin, do vzdržljivosti. Ja, se valjda. treba prilagajati. Valjda, seveda. Pač, človek ti bo pokazal najbolj intimni del sebe, ne, ker pač pred tabo bo trpel bolečine. Ne, in brez oblek, go, Ja, krimu, krvavi, in je tvoja naloga nekako, da mu zagotoviš to obdobje, da pač ga ne bo sram se izražati, da ga ne bo sram pač se dreti, karkoli, klet, vse, dokler je lahko primer, pač moraš komunicirati to nekako, da je. Ne bo se vedno v redu išlo, ker nekateri pač imajo to, bi rekel, socialno anksiozo, jim je težje reči karkoli, ko jih moti, ne, enim pa ni, ampak moraš se vsem potruditi, no, to hočem reči, da ne bo vedno v redu izpadlo to komuniciranje, ampak moraš vložiti trud za to, da je človeku udobno. Ne? In ljudje so različni, vsak se bo drugače odzval, ampak... Pa si se recimo v tolikih letih tetoviranja že navadil kakšne ljudi prebrati po izraznosti, recimo take, ki so ne znajo povedati? Ja, pač vse, kar lahko narediš, pač, kar sem jaz nekako probuje, da čim več sprašujem, čim več ponujam, pač govorim, kaj so vse opcije, če hočeš pauze, vode, sladkor, karkoli. Sam vedno več govoriti in to je pa potem na človeku, če bo kaj rekel nazaj, ja, če ne pa ne. Ja, tukaj se strinjam, ker imaš, mislim, večina ljudi smo tak narejeni, da tudi, če zaradi vljudnosti rečeš nekaj, da je pač ono ok ali karkoli, že sama in telesna drža in pač, ne vem, mimika na obrazu se ti malo spremeni. Ne? In če si dosti pozoren in pač si v momentu v pogovoru s tem človekom, sploh v nekem takem poslu, kar je karkoli z body modificationom ali pa, ne vem, psihologija, karkoli, ne, takega, da moraš se približati človeku, pol kar hitro znaš nagruntati, kakšne so kaj reakcije, ne, takoj nekako zaznaš, če nekaj recimo ne štima ali pa če je nekaj ono,
ok, dajma tole razčistiti. Ne? Tako da raj, ne vem, jaz raj trikrat vprašam, kukar pa, da sem mogoče pa je, pa sklepam nekaj, ne? Ampak ne, sam pač povej. Ne? Pa tudi marsikje se pride daleč s kako šalo, ne, da se razbremeni situacija, ne, in pač kak dead joke tudi pade z moje strani večinoma. Ampak ja, ne, pač šalo na stran, ne. Se mi zdi, da pač probaš, vprašaš. Dead joke. Je bil, ja. Takes a dead. Zelo malo smo jih imeli v tej epizodi za tega. Ponavadi si ti ta kralj. Začnemo, če hočeš. Please ne. Še 10 minut dead joke. Zdaj pred kratkim ste tetovirala tudi na meji nevidnega. Ne, to je tako neka konvencija na pol. Ne? Kako je tetovirati tako v nekem tem na pol kaosu, pa ko folk malo špega, pa gleda, pa se dere okoli tebe. A je to neka taka specifična izkušnja, posebna? To je bila za mene zares prva, recimo, da konvencija, ker to ni tatu konvencija, ne, ampak pač tetoviranje je bilo kakor del tega. Meni je bilo tako fajn. Vsi so bili ful prijazni, pač jaz nisem imela zares nič časa, ne, da pač se s komorkoli karkoli ubadam, ne, poleg pač tega folka, ker ga sem pač tetovirala. Ampak je zares tiste mize so vse že dosti stran odmaknjene, ne, da si v svojem tem mehurčku, ne, zasebnosti, čeprav je kaos naokoli. In zares edini folk, ko ga imaš zraven, so pač ali drugi tetoverji, ki delajo, če delajo, in pa pač tisti folk, ki se še tetovira. Tako da zares ni tukaj kaotično, ne, in meni se ni zdelo, da je bilo tukaj ljudi, kakor je bilo, ker zares nisem niti videla tukaj ljudi, čeprav sem bila skozi tam, ne, ampak meni je bilo ful fajn, vsi so bili tako luškani, ful je bilo, super je bilo. En je bil oblečen v računalnik in je bilo ful zakon. En je bil oblečen v računalnik. Ja, pač nek monitor je imel in je imel pač dalins, s katerim si je spreminjal učke in je imel navadne učke in pol mi je pomahal in je imel pač kawaii učke, ne, in je bilo ful fajn. Mislim, jaz sem dal dosti konvencij, ok, ne, nisem toliko velik, ampak konvencije so nekako dober test za... Koliko? Ne, vsaj 3. Ne vem, vsaj 3, ja. Ampak so dober trening za tvoje možgane, kako se izolirati in skoncentrirati samo v eno stvar, ne, ker okoli tebe je hrup, buka, ljudje so pijani, polivajo vse in je dosti dober trening pač koncentracije nekako, kako dobro lahko ti izoliraš svojo koncentracijo od zunanjega dogajanja. Mislim, na NMN ni bilo glih pijanih ljudi okolo, ker so bili samo oni, ko so Magic igrali. Ja, bolje... Ja, pa so dali tam v klet, ja, zraven unih špilarjev, ja. Ampak bolj kot na tatu konvencijah je bolj kot ti tam predstavljaš sebe, vsi te gledajo in pač ja, vsake toliko je kako vprašanje vmesne in ti sred teh vprašanj tetoviraš. Moraš malo multitaskati. Ja, malo multitaskati, ampak še vedno tatu imaš pred sabo in ga moraš isto dobro narediti, kot bi ga naredil v svojem studiu na miru, v dobrih pogojih. Ja, ampak meni se zdi, da je tu pomembno, da se ti še preden začneš karkoli delati, da se ti zavedaš, da v bistvu, ko ti začneš tetovirati, najpomembnejša stvar, ki jo ti trenutno delaš, je ta tatu. Če te kakršnekoli, se vidiš folk na konvencijah, ko ima slušalke, ker pač ne vem, ga moti hrup ali karkoli, ne? Medtem ko delajo, naprimer, ne, pač posluša ali muziko ali malo samo pač noise cancelling, sluša, karkoli, ne. In se mi zdi, da... Ali poslušalke pa ugasne, ne. Recimo, ne, pač to. Don't talk to me, mislim, postati. To ja, veš, da se delaš nekako, da pač nisi dosegljiv, ne, in te pač pustijo pri miru, ne. Sej folk se znajde in meni se to zdi čisto normalno, dokler ti veš, kaj so prioritete, ne, ker pač folk bo uletel z nekimi vprašanji, ne, in bo ja, pa se delaš, pa se lahko pogovarjaš, pač če se ne moreš, pač eni se lahko, ne, če se pa ti ne moreš, pa je na tebi, da rečeš, sorry, pač, a lahko tole dokončam, pa se potem zmenimo, ne. Konvencije, mislim, zdaj govorim, kot da sem jaz bila na nekih, ne vem kakih konvencijah, ne, ampak se mi zdi, da konvencije so, kakor karkoli pač, kar vsebuje gužvo, recimo, če delaš na odprti kuhinji, si tudi v gužvi, ne, in si tudi skozi obkrožen z nekim kaosom, vročino, folkom, ne. Pač mislim, da je moraš si popoličkati, moraš se pač dihati, moraš se umiriti, narediti, kar je najpomembnejše, prioritete si postaviti. Ni noben bav, no. Se po mojem prvič, ko greš tako, malo vidiš, če je zate ali ni zate. Verjetno, ja. Mislim, vse imaš ljudi, ko jim recimo to ful preveč, ne, pa ne marajo gužve, ne, kar je tudi cool, ne, pač tak folk bo recimo mogoče šel na kakšno konvencijo sam pogledat, ne bo pa šel delat, naprimer, ne, ali pa se to Se ne vem, kako je s temi svetovnimi konvencijami, ki so malo večje zvezde, a imaš možnost imeti bolj tako secluded put, ne, da imaš malo več zasebnosti.
Ne, ponovadi je vse na Vsem si nekako na display pač. Mislim, tiste ene, ko sem jaz enkrat bil, se tudi spomnim, da je bilo tako dosta odprto. Pač labirintek, ne, ko se ti v bistvu pač sprehajaš. vsem, ko sejem v bistvu. Ne, ker pač poanta tega je, da se predstaviš kot tetover, da predstaviš svojo osebnost, predstaviš svojo estetiko, kolikor je tvoj buf pač opremljen, to tebe predstavlja in ti si v bufu tetoviraš in te potem vidijo kot da si doma v svojem šopu. Ne vem, če za vse res, da se hoče to predstaviti, ker je bolj to stvar, da greš ti nekam drugam in imaš, ker so tetoveri, ki so pač toliko znani, da enostavno in preprosto, če grejo na konvencijo, imajo že vse zasedeno. Ja, je tudi to, ampak... In je v bistvu bolj za dostopnost, ne? Če se ti nekje dostop, če se ti nekje baziram, potem in si ful znan, pol so ljudje, ki ne vem, živijo na drugem koncu, pa bi mogoče imeli tvoj tatu. To pa tudi tekmovanja so v končni fazi, en folk gre tudi sam zaradi tega. Pač, vse je milijon razlogov, ampak jaz mislim, da je tu, kot si ti rekel, da vidiš, če je to za tebe ali če ni to za tebe, ne rabiš siliti, ker pač ne rabiš iti na konvencijo, če ti ni. Verjetno je fajn, če greš. Ampak... Ja, mislim, vse so še druge oblike, vse to je. Internacionalizacije pri tetovatorjih, sploh tako gostovanje in to so dobra alternativa. Sem to dodam, pač tatu konvencija ni toliko namenjena pač ljudem, ki prihajajo, ki se tetovirajo, kolikor je namenjeno to, da se pač tetoveri med sabo povežejo. Ne? Da lahko ti spoznaš nekoga z drugega konca sveta, ki ima isto mišljenje kot ti, da se potem povežeš, da greste na guest spot, se povabite, vidite, kaj nekdo drug dela, kakšna je recimo scena v drugi državi, kamor si šel na konvencijo in vse. Tu so pač tudi to, da tvoj buf je predstavitev tebe, kako navežeš stike z drugimi, je pa tudi zdaj pač mogoče je nekomu celo lažje pristopiti do tebe na konvencije, vzeti vizitko, preveriti, ok, super, lahko splaniram en trip v Ljubljano, pa se gremo tetovirati, če človek nima zdaj cajta. Mislim, sam če je tako, ko si rekla ti, da nimaš časa iti na okoli pogledati drugih tetovatorjev, pol težko networkaš. Ja, mislim, NMN je bil en dan, in ni tatu konvencija navadi 2-3 dneva in se potem zvečer pač po dolgem dnevu malo podružiš in tako pač navežeš stike, ali pa že vmes recimo. Končaš en tatu, greš na WC, preveriš vmes stvari. Mi smo se tudi podružili po NMN-ju z Mariborčani. So prišli pozdraviti, pa je bilo tudi ful fajn, ker se pač nismo imeli časa med NMN-jem nič ne pogovarjati, nič, vsak je tudi svoje počel. Smo se pa pol, pač videli, malo podružili, se pomenili, tako da čisto fajn. Kukor si sam splaniraš, se pravim, tetoviranje je posel, kjer si ti sam narediš svobodo in izbiro in urnika in dela in vsega. To bi moglo, ne vem, če se spomnite, ko ste bili v osnovni šoli, ko si šel delati test, kao karierni, vsaj mi smo imeli, vsi smo dobili, da si mrliški oglednik, to je bilo pač za vsakega. Ali pa urar. Lahko bi bilo tudi za tetovatorja, ne? Jaz sem hotla, jaz imela željo na neki točki iti za mrliškega oglednika. Ne vem, kako biti mrliški oglednik, ampak... Jaz sem ful stereotipična iz grozljivk, blondinka, bela punca, ki ne bo preživela. V bistvu delo v krematoriju je kar zanimivo. Verjamem, je bolj fast-paced, kot bi si človek predstavljal. To je edino, kar mene presenetilo. Spremlja mene, to je čist druga tema. Jaz govorim dobesedno za naše drage žale. Se to pač... Ker sem jih videl od blizu, od znotri. Se to hočem povedati, da se zares se ful za to tematiko tudi zanimam in pač spremljam ene par teh mortišenov, ko se s tem zares ukvarjajo, ampak nikoli nisem še spoznala. To ni današnja tema, sorry. Je bolj hitro, kot se človek predstavlja, da je eno. Pa smrti, ne? Ne. Ful je snažno, nič kaj posebnega. Presenetljivo lepo so me sprejeli tja noter. Živega? Spada med tiste, ki so ostali od mrtvih. Ok, gled, dost. Zdaj se lahko bomo zdaj zaključili? Ne, zdaj bomo šli čez una basic hitra tatu vprašanja. Jaz bi šel do do stilov in trendov in tega. Če smem. Izvoli. Hvala. Ja, kako gledate do trendov v tatujih, ker se je pač vsako toliko se pojavi nekaj novega in je potem trendi. A ste zasledila kakšen trend v Sloveniji, da je zdaj recimo zadnje čase ful popularno? Kaj je in v Sloveniji? Pa je že svetovno šlo mimo.
mogoče. Ja, to smo nekako vedno 5 let za trendi. 5 let smo zadaj. Ja. 5 let za trendi. Ja, Čeprav imamo Instagrame. Okay, Ja. kaj je zdaj zunaj trendi, ki tukaj pri nas ni? Mislim, glih to je, kaj je trendi, je pač od stranke odvisno. Ne? Ali stranka hoče svoj originalen tatu, ali hoče nekaj, kar je videla na najnovejšem zvezdniku, ki ima zdaj na vratu isti tatu. Ne? In ja, kar se vrača stilsko, kar mi je tudi všeč, je recimo vrsta trash tribal iz 90-ih. In mi je ful všeč ta prigovor Remember the 90s when tattoos were cool. Ker pač nekako mi je všeč, kako je šlo tetoviranje še cel ta valov, da tatuji morajo biti pomenski, morajo imeti nek pomen, ker moraš nekaj izživeti. Moraš imeti nekaj na sebi, s čem, ki ima pomen, da boš lažje živel s tem, kar je šlo na ne, jaz sam hočem trash tribal na sebi, ker zgleda sick as fuck. In Kaj pa če je to naredi, trend, kaj naredi tribal trash? Kaj je trash tribal, ločeno od sam tribal? ne pač, okej, Mislim, da je isto mišljeno. če gremo zdaj v kako je Stereotipe 90s, moramo- kako je moramo 90s tudi tribal gledati, veš. nastal, je pač je od skoraj od enega človeka odvisno. Je Leo Zulueta, ki je bil po poreklu iz Borna, se je vrnil domov, videl, kakšni tatuji se tam delajo in se vrnil nazaj v Ameriko ali skot točno, ja, ne vem čisto točno zgodovinske, tako da ne me fact checkat. Ampak ampak je pripeljal pač nekako ta stil v modern svet, brez teh Borneov pomenov, ne, in je razvil ta stil in se je ta stil potem v 90-ih razširil na vse, ko so začeli zvezdniki nositi od pač vsega tega. In ker vse ni bilo toliko dostopnih informacij, kot je zdaj, so prvi stik ljudem s tatuji je bil, ko si videl na nekem zvezdniku in aha, to so očitno tatuji, točno takega hočem na sebi. In zato se je pač trash tribal naredil, ker nekaj, kar je recimo Leo Zulueta naredil čez cel hrbet, si je nekdo dal čist drobceno na roko in to je potem bil pač za mene trash tribal. Ne. Tudi te tramp stampe, kot so jih poimenovali in vse, se tudi zdaj vračajo nazaj, kar mi je super cool in pač sam neke špičaste oblikice, ki naredijo telo, da zgleda pač fajn. In všeč mi je zdaj, ker se pač... Ne vem, če se spomniš, ampak iz tega trash tribala se je v bistvu razvil v nekem trenutku, mogoče 5 let zatem, da je rado ful popularen, tak minimal tribal. Ja. To je bilo tudi zanimivo. Ja. Pol so bili pa kakšni posamezniki, ki so tisto tako maksimizirali čez telo. Ampak še danes imaš kakšne, ki se naredijo skoraj tako cel body. ja, ampak kar mi je všeč pri trenutnem trash tribalu je to, da se lahko tehnično dobro izvede. Ker ti v 90-ih, ko še ni bilo tetoviranje dostopno, bila koža razcefrana, ni bilo v redu pobarvano, ni bilo zadosti veliko tudi narejeno. Ne? In zdaj lahko narediš nek špičast tribal, ki je kromiran in ima shine, kot da je na sveže spoliran auspuh od nekega oldtimerja in še vedno zgleda cool. In nima absolutno nobenega pomena, kot to, da pač je na človeku zato, da zgleda cool. Torej, zdaj računamo, čez 5 let imamo to pri nas. Že prihaja počasi, ampak počasi mislim, da letos in drugo leto se bo ful veliko tega delalo, kar mi je absolutno super. Še kakšne druge trende, ki ste zasledili? Ful podobno temu, mogoče cyber sigilizem. Ja, mislim, to je tudi bolj Explain. kot, to mislim, da je tudi kot umetniško gibanje, bolj recimo moderni tetoveri, bi rekel, da kot je ta mladina se upira in jim ni več všeč lepi, čisti tatuji, ki se dogajajo v tatu studijih, a jim je všeč slabo tehnično narejeni tatuji. In cyber sigilizem je nekako kot odgovor na ono lepo urejeno biomehaniko na koncu 2000-ih. Sam da je narejen, zgleda, kot da je narejena z levo roko, brez senc, pa samo z minimalno linijami. Ja, v bistvu A je to, kar si ti na Češkem, a je to liči na to? Kaj na Češkem? Na tiste linije? Ne, na Češkem v Pragi je pa ful popularno zdaj samo čačke. Ja, ta ignorant. Ne, ampak take Ne, čačke, ne, te ja. tako, ko grejo Ne, kar mal čez ne, celo ne. roko, Ja, pa ja, tako ja. mal... Ne take čačke, dobesedno čačke, tako zamisli si samo linijo. Ja. To je zdaj pri njih full in. Pač črte. Tako
15 mesecev Kot da bi nekdo vzel svinčnik in sanko. Ja, mislim, Je. to je na Češkem je kar nek izvor tega stila, to je že kar lep čas. Ja, pri jaz njih, da je sem bil ful presenečen. ful ta akvarel, pa uporabo telesa Ne, kot ne, eno ne veliko akvarel. platno, sam pa na Poljskem prekaspano. tudi, Ja, ne. ja. To je isto, kot prihaja ali iz obrtništva ali iz umetniškega gibanja in se mi zdi na Češkem, saj kot sem sledil, je nekako prišlo kot sam akt tetoviranja. Da pač ti imaš veliko široko iglo in čez pol roke in pol hrbta narediš par zamahov, ki so čist abstraktne poteze in nimajo absolutno nobenega pomena, kakor da... Mislim, tako v Pragi je zanimivo, ker se sprehajaš po mestu. Ja. Mislim, jaz sem prišel s tih sten, ki so se pogovarjali okoli tetoviranja tam na rezidenci, da bi šli k nekim tetovatorjem in smo se pogovarjali okoli tatujev in pač artistom, ki so tam, ki tetovirajo. In pol greš po mestu in vidiš te iste vzorce, tako na random folku. In to niti ne, da bi rekel človek, ljudeh, ki so res v sceni, ampak što, ko vidiš, ne vem, nekoga, ki ima vrtnico in je to, kar ima. Ja. In je pač ne nekdo, ki je res full v tetujih, ampak mu je bilo všeč. Tako, kot imaš pri nas Infinite Sign na vseh ljudeh, ki so se rodili 1995. Ja, tako vidiš tam pač na random folku, lahko sred ulice, slučajno, da pač ima, ne vem, čez od ramena pa do sredinca, recimo. Ja, se imaš dejansko, se folk kar razdeli, ne, pač stranke se kategorizirajo, ne, ko imaš nek folk, ko je pač ono premislil bo, kaj točno hoče, vse ti bo povedal, ne, imaš pa en folk, ko je samo to, ne, in to je cool zaradi tega, ker sploh s takim, mislim z obema, ne, ampak malo hitreje s temi, ko ono, cool, pridejo se tetovirati, se s tem tudi stigme počas razvijajo, ne? Ker včasih, ne vem, če pogledaš 20 let nazaj, da imaš karkoli pač po rokah, pač na vidnih mestih potetovirano, to je avtomatsko, no ne. Zdaj pa že, jaz ne, ker sem malo premlad, ampak ne, ampak zdaj pa imaš že folk, ima tudi, če ima pač neki minimalistično pikice ali karkoli, ne, pač zares folk to ne moti več, ne. Kakšne večje stvari mogoče še, ampak vse spreminjajo časi, ne, in glih s tem folkom, ko sam pride in reče, ok, tatuji so cool, gremo narediti. Zdaj je tudi dosti bolj spremenljivo, da vidiš ljudi pač, ne vem, Ja. z slivi in da... Ja, mislim, mogoče ne v taki meri potetovirane ljudi, kakor je naprimer Nates, ki je vsem pojava. Ne, ampak slivi, ampak pač recimo tako da bi- kakšni slivi ali pa pač noge zafilane ali pa hrbti ali pa karkoli, ne pa ja, valjda. Kaj pa vidva najraje tetovirata? Tako, Kjer del telesa ne, ali tako, vsebina? ful rad tetoviram leve. Okay. Ne vem, tako. Čakaj, ampak mene dejansko zanima, kaj ima najraje od delov telesa? No, ali pa Od to, delov ja. telesa. A je kaj, ki preferirata? Kaj je yours favorite? Roke, noge. Roke, noge. Ja. Roke, noge, ja, ki je ful lepa ravna površina za delati, mislim gladka taka. Jaz ful rada ušesa delam. Meni je to ful zanimivo, ker pač je ful čuden za prijet, ampak enkrat, ko nagruntaš, je pa samo, da ja, oh my god, to je del telesa. Ja. Roke, noge čisti iz tega razloga, ker so pač najbolj podobno listu papirja, da ti ni treba toliko skrbeti, kako boš izvedel tatu, ampak da la sam, ok, ga moram čim lepšo umetniško narediti. in to je Hrbet ali pa prsa pa so bolj zajebana. Ja, ker je pač dosti raztegljivih delov, ki so neenakomerni, ki se premikajo ob vsakem gibu. Ne. Mislim, da posamezniki, ki se ne ukvarjajo s tetoviranjem, na to niti ne pomislijo. Ja, ampak je na tetoverju, da to razloži, zakaj. Če Ja. hočeš realističen portret na trebuhu, ne bo nikoli izgledal kot fotografija, ker se premika za vsak gib, ko ga narediš. Ne. Ja, ti si še sprašvala, kaj pa je motiv najljubši? Ja, mogoče A so motiv delčki? ali pa tako. A? Neke leve si Ne, omenjala. ker spomnim se, da sem gledala en YouTube video od enega random tetovatorja, sicer kao full famous, whatever. In je naredil video, motivi, ki jih nikoli več ne bom tetoviral, ker mu pač grejo na kurac. In je bilo tako, ne bom več tetoviral levov, ne bom več tetoviral svetilnikov, ne bom več tako. In je imel pač cel spisek motivov, ki pač vsi hočejo fucking leva imeti, ali pa vsi hočejo imeti zmaja in to mu je čisto dojadilo, ker pač vsi hočejo imeti, a veš, neko stereotipno... Lahko meni pošle ljudi, ni noben problem delati tega, res. Sam po eni strani, ne, eni motivi so evergreeni, ravno zato, ker so pač Ja. evergreeni. Je nek razlog za tem. Pa Sej, tudi- a veš, o njemu je mogoče že dojadlo, ampak je toliko posameznikov, ki ne
tudi to plus, odvisno je, kako se ti promoviraš, naprimer, a ne. Če spet, jaz skozi Nejca omenjam, ker je tukaj zraven, kot ena ponosna mati, ampak ne, kakor recimo Nejc, ki dela vse, a ne, je on bolj presenečen, če ga nekdo vpraša, a to ni v tvojem stilu, a ne, bi vse naredil, ne. Ampak je glih ta fora, ker recimo objavlja bolj tiste stvari, ko so njemu bližje, a ne, kot recimo vse leve in vse svetilnike, ko jih je kdaj v lifeu naredil, a ne. Ampak ja, ne, pač odvisno je, kako se ti promoviraš, odvisno je, mislim, prvo kot prvo, imaš rad denar ali ne, in drugo kot drugo, bi rad delal ali bi rad se kaj specializiral, ne, pač, ne vem, da si izbereš neke motive, da jih pravno, zdaj jih preveč delam in jih nikoli več ne bom delal, je malo, po mojem, malo glupo, no. Ali pa veš, kakšni so tako ful rad delam cvetlice. A veš, neke kakšni imajo radi, ne vem, sam bolj živali. Ali pa kaj, ne vem, hiške pa te. Ja, mislim, ne moreš biti zbirčen, no, to bi rekel. Ne moreš se ustaviti sam pred temu, ampak... Jaz sem tako, da ti zaigra srce, kot ti nekdo pove, da bi rad. Ne, če pač meni osebno absolutno obožujem delati kjerkoli tatu, ko ga naredim, je najlepši na svetu. Od realističnih levov s kronami z modrimi očmi do infinity znakov na zapestih, do malih napiskov na vratu. Ne. Realističnega leva z modrimi očmi je moj mami naredil drugače. In če pa pač... Kroncel brez. Ja. Brez kronce, ker je bila levinja. Kar pa je z največjim veseljem narediti, je pa če nekaj popolnoma nenavadnega, abstraktnega, ki ima še vedno neko figuro, ampak je popolnoma odprto na interpretacijo človeka. Ampak to je pač, kjer se meja konča, kaj je art, ki sem ga jaz narisal, ki je meni všeč in kaj je stranka želi. Tako da ti ljudje, ko rečejo naredi, kar hočeš, je redko daj. Ampak ja, kar se motivov tiče, ja, bolj ko je nenavadno, bolj mi je všeč. Pa če kakega lobanja zraven tudi ne škodi. So kakšni motivi, ki jih ne bi nikoli tetovirala? Kakršne koli sovražne motive, ja, ne. Ker pač, kako si lahko tako debil. A so kakšna povpraševanja? Ne, pač po moje to bolj... Ali folk že ve, da... Ja, ne, folk ve, kdaj kakšni nacisti pa to niso dobrodošli, ne. Tako da po moje vse ta birds of feather, ne, flock together, tako da... Hvala Bogu, ne. Jaz sem še vedno v tej notranji debati, ali več škode narediš, da ne narediš, ali pa narediš, pa zaračunaš tak 6000-krat preveč. Še vedno ta prva. Ja? Ja. Kaj pa, če potem ta denar daruješ, recimo, da prije nekdo po svastiko, potem ta denar daruješ, ali pa mu rečeš, da naj nakaže saj 50% dobrodelnim organizacijam, ki... Ne, ni, plus, ne. a veš, on mora živeti s to svastiko, pa če gre s na plažo, svastiko. vsi vejo, da je nacija. Ja, ampak po drugi strani jaz se ful nočem asociirati z ljudmi, ki imajo neke take poglede in res nočem preživeti. Nočeš pač biti ta oseba, ki to dela. Nočem biti v istem prostoru s takim človekom in preživeti čas in pač poslušati in biti recimo kvazi prijazna, samo zato, ker delam neko storitev, ne? In biti nekako kvazi prijazna in ja, ti sovražiš te ljudi zato, ker pač jih, ne, wow, zanimivo. Ja. Ne. Ni še prišlo do tega ne. In upam, da tudi ne bo, ampak pač, moja notranja debata je še vedno to, kaj je več škode. Ker pač ta človek se bo, če ga ne bom jaz tetoviral, bo ziher ga nekdo drug, ne. Ja pa ne. Ja. Jaz mislim, da kao ne. Samo on ga bo za pocen, jaz bi ga pa za 6000 evrov. Da reče Nejc, ki je v tetoviranju samo zaradi umetnosti. Ne, hecam se. Ampak ja, to je ta debata, ki nekako nikoli ne veš. Isto je recimo, če med tatuju ugotoviš, da je človek največji asshole, pač kreten. Ja, samo eno je, če si kreten, drugo je, če si pa sovražen. Ja. Brez veze, za brez veze. Veš, kaj mislim? Pač eno je, če si sam nevzgojen, ne? In je to in si pač asshole. Mislim, 100% smo tetovirali koga, ko je takih vidikov, ampak ni bil motiv tak, ki pač ni bil motiv tak, vidike, pa tudi oseba se ni izražala pač na tak način, ne? Ker nekako takoj prepoznaš pri že pogovoru in šalah, ki pridejo pač iz ust tem, ne? Šale te izdajo. Ja. Tako je. Ker niso bili dead joke, ampak so bili naci joke. Ja, kako to pa ni dobrodošlo. Ok, mogoče za konec še kakšen favorite tetovatorka, ki vaju navdihuje, ali pa bi si ga želela
videti, ali pa da vas tetovira, ali pa da bi prišel sem v goste celo. Lahko tudi artist in general, ne? Mislim, na Ali pa splošno. to, ja, dobro, tudi. Če je kaj. Joj, jaz jih sproti spoznavam, ker se sproti zaljubljam v te ljudi, ampak trenutno in umetniško gledano in tetoversko gledano, mislim, Nec mi je že tako ful let res pri srcu. Belmir, tudi Danesos, potem Error Occulto, taki ljudje, ko imajo malo bolj svoj ta prepoznaven pristop in dela tudi mogoče malo bolj take weird stvari, ne, te kak ruko mogoče tudi. Ja, jaz pač ne morem izpostaviti nobenega, ker večinoma podobno, kot si ti omenila, ampak to so ljudje, ki se že poznamo, iz katerih pač se črpamo nekak inspiracij in vse. In ja, mi je sem fajn vedno pač, da imam boljše. ja. Vsakič, ko nekaj novega naredijo, je tak, to je on feeling, ko nek friend nekaj doseže in pol pač ti vidiš in si ono, oh wow, a ne? In pol nekaj drugega naredi in si ono, oh wow, to je še boljše. Ne? Mislim, kar meni naredi tetoverja ljubšega, pač po meni, je, ko vidim, da po mnogih letih tetoviranja in vsega še vedno ni obupu nad kreativo, da še vedno pač hoče izumiti nove motive, hoče pelati to kot umetniško gibanje na novi nivo in pač ja, teh je, ni glih malo morje, ampak so določeni, ki jih lahko prebereš sem iz tam. Zdaj imensko pač vse, kar je Karina omenila, ker so že itak vsi moji prijatelji, tisti, ki pa niso moji prijatelji, sta pa dva sta v Ameriki. En je Matt Biveto, drug je pa Erik von Bartolomeus. En pa še, od katerega imam tatu, je pa Rudi Frič iz Trsta, ki tudi po 30 letih tetoviranja, Rudi Frič iz Trsta, ki tudi po 30 letih tetoviranja še vedno pač izumlja nove stvari, riše nove stvari, dela popolnoma drugačen stil in vse. Ampak če lahko še omenim, mislim, se mi zdi, da imaš, kukar je, veš, ko smo se prej pogovarjali, ne, da je vse neko, se zdi kukar da neko malo morje teh novih tetoverjev in to, ne. Se mi zdi, da je tudi kar ful dobrih tetoverjev v Sloveniji, no, in ne vem, jaz bi kar vse poimenovala. Ne, ampak vsi, ko pride, ponovadi vsi, ko pride v obup, pa pač v bivšo Sivo Lobanjo, no, pač pa tisti, s katerimi smo nekako ali v nekih sodelovanjih ali v nekih pač kontaktih ali karkoli, ne, so res vsi čudoviti ljudje in grejo v neko pravo smer. Tudi če grejo malo počasneje v Sloveniji, ta cel prehod, ne, da pač nekaj se zgodi, neki orang se spremeni in karkoli. Se mi zdi, da se vedno več pozna tega in je vedno več nekih talentiranih mladih ljudi, ki prihajajo na sceno na kakršenkoli način, ne, in se izražajo in to je tak ful zakon. Zakaj obup? Zakaj pa ne? Tatu lahko nastane iz obupa, izbirala smo si nekak ime v obupnem času. Ne, hotela smo slovensko ime. Ja, tudi to, pa tudi pač nekak ta dvojni pomen, kao nekaj narediš iz obupa ali pa da je nekaj obupno, je lahko vse vzameš za tatuje. Pa malo je tudi nek mal self-deprecating joke, ne, kao tatu imaš, obup. Ja, se mi zdi, da pritiče temu humorju, ne, ki ga imaš ti, te napisi, ki se pojavljajo zraven včasih, pa je tako malo morbidno, pa hkrati smešen. Nekak je una brca v rit tudi za tetoviranje, pač ne ga to resno imati. Sam neka dekoracija na telesu. Ja. Vse je sam tatu. Ja, vse je sam obupen tatu. Vse cinizem, milenice, to gre ful dobro skupaj. Ja. No, ne vem. Lahko vprašamo ljudi v komentarjih. Nam je komentarji. A koliko so cinični? Od 1 do 10. Koliko ste cinični, ja. A ćemo zaključiti tole? Hvala vam, drago občinstvo, za vso vašo pozornost. Najlepša hvala Nejcu in Karini, da ste naju sprejela v svoj studio. Ostale epizode najdete na vseh glavnih kanalih, kot so YouTube, Spotify in Apple Podcast. Novo prispele epizode pa deliva tudi na Facebook in Instagram. Glasbeno podlago za intro in outro sta pripravili Ema Kobal in Urška Bajec-Košmrl. Napišite nama kakšen kul komentar, polajkite epizodo in donirajte kavo in pridite se kaj tetovirati. Čau, čau. Čau, čau. Bye.
gre nazaj in reče, pa ti veš, da boš še enkrat stara. Ja, samo da spizdi. Ja. Kaj? Ko ne bi jaz vedel, da bo stara. Un Pikachu mim. Ja, Ja, dobesedno to, ja. Veš, ono, ko se comebacke spomniš vedno prepozno, da bi lahko take stvari Ja, pa naredil si nazaj. začel, fuck, če bi mu Kaj to bi- rekel. Ja. Ja. Sem prej gor razmišljal, kaj bi mu rekel, kaj, ti bi se zabal z jakuzami ali kaj. Ne, bo tiho. Ne, če to je bil casual racism, veš.